Prvo vprašanje, zanima me, kako nameravate vse te zaključke, ki ste jih zbrali danes tukaj na tribuni, implicirati v realnosti? Mi smo danes imeli posvet, kjer smo tematizirali osnutek našega uvodnega dela alternativnega vladnega programa, ker je šele v fazi osnutka smo želeli slišati tudi drugačna, kritična mnenja in smo jih bili danes deležni in jih bomo tudi upoštevali. Seveda, tudi strokovna javnost, in to je danes omizje pokazalo, ni enotna v pogledih na nekatera vprašanja, zlasti ko gre za vrednostne usmeritve, bomo seveda morali na koncu preseči nekatere dileme ravno z njimi, to bomo tudi storili, ampak tisto, kar je bil danes jasen signal te diskusije je, da smo lahko uspešni v pripravi alternativnega vladnega programa za obdobje 2008-2012 samo, če bomo dovolj pošteno in stvarno ocenili sedanje stanje. In kot sem v zaključku rekel, ga mi ne ocenjujemo kot katastrofalno, kljub temu, da smo opozicija, prav zaradi tega, ker je ta skušnjava tako močna, da bi ocenili vse, kar je kot slabo, sem izkoristil to omizje kot, kako bi rekel, en branik pred tem, da bi stranka pravzaprav v javnosti s svojim programom vzbudila napačna pričakovanja glede njenih programskih usmeritev v prihodnosti. Tisto, kar je bilo v tem mandatu storjeno dobro, in bilo je storjeno dobro marsikaj, želimo nadgraditi. Tisto, kar ni bilo storjeno dobro, želimo spremeniti in bomo še prej povedali, kako. Vsekakor mislim, da zaenkrat stvari gredo v pravo smer, da niso potrebne nobene radikalne spremembe sedanje obstoječe ekonomske politike, nekateri popravki pa prav gotovo, okrog njih tudi sami v stranki še nismo čisto poenoteni, kateri so ti. Imamo približno pol leta časa, da predlog teh popravkov sedanje ekonomske politike predstavimo javnosti. Še nekaj, gospod Milan Cvikl je omenil, če se pravilno spominjam, da tukaj sedi vlada, del vladne ekipe, pa tudi del bodoče ekipe. Smo morda tukaj danes videli kakšnega iz bodoče vladne ekipe, morda finančnega ministra? Hipotetično vprašanje pa vseeno. Presenečate s tem vprašanjem, zato ker si ga sam v tem smislu še ne zastavljam. Čeprav sem javnosti že povedal, da sem dolžan storiti v pripravah na volitve dve stvari. Pripraviti program in sestaviti ekipo. Ampak glede drugega vprašanja je vendarle še vedno dovolj časa, da potem, ko bo program pripravljen, ljudje, ki se bodo z njim strinjali, pokažejo, ali so pripravljeni deliti tudi odgovornost za njegovo uveljavitev. Samo še eno vprašanje. Dnevnik in Pop TV sta objavila raziskava Vox Populi, ki vam spet kaže kar precejšnjo prednost pred SDS. Čemu pripisujete spet to povečanje prednosti? Jaz mislim, da je sploh en kritičen odnos do vlade manj povezan z nerazpoloženjem glede gospodarskih socialnih razmer v državi. Ampak da je bolj povezan z enim političnim stilom dela te vlade, ki pa mnogim, morda celo podpornikom te koalicije se morda ne zdi primeren, je morda preveč radikalen ali pa preveč oster. Zdi se mi, da dokler je znala zlasti vodilna stranka ohranjati en konsens v slovenski javnosti, tudi recimo s Partnerstvom za razvoj in tako naprej, in voditi eno, recimo temu, bolj konsenzualno politiko, je tudi ohranjala svoje prvenstvo v slovenski politiki. Ko pa je potem, se mi zdi, na eni točki zaostrila ta boj, zlasti proti nam v eni fazi, ko se je zdelo, da jih dohitevamo, pa je to retoriko politično zaostrila, ne samo politika, ampak tudi sicer, in mislim, da tega ljudje niso dobro sprejeli. Tako da mislim, da je tukaj en pomemben razlog za to, da mi kljub temu, da smo v opoziciji, vodimo eno relativno zmerno politično retoriko, ki ni napadalna, ki ni surova, vsaj praviloma ne. Mislim, da se to ne obrestuje, niti če si v opoziciji, niti če si na vladi. Če si na vladi, toliko manj. Najlepša hvala. Hvala.